Pozdravljeni! V tretjem delu druge sezone naše oddaje Spoznajmo jih. Sem devetošolka Urška Lampret in danes se nam bo predstavil moj sošolec Luka Komlenović. Vsi na šoli ga dobro poznamo kot izjemnega kuharja, pa poglejmo, kaj odličnega nam bo skuhal. Pozdravljen, Luka. Zdravo, Urška. Vsi tukaj izbrani te poznamo kot odličnega kuharja. Kaj nam boš danes pripravil? Danes bom pripravil čokoladno torto, da se boste lahko malo posladkali vsi novinarji in novinarke. Da v tvoji kuhinji tako dobro diši, so potrebne izkušnje. In kdaj si začel s kuho? S kuho sem začel, ko sem bil star 9 let. Začel sem v bistvu z lažjimi dni. Torej, kuhaš že od malih dni. Ja. In kakšni so bili tvoji začetki? Mogoče kakšna kuharska nezgoda in kakšno mleko prekipelo? Ja, začetki seveda niso bili težki, ker sem začel z lahkimi stvarmi. Ni bilo veliko nezgod, niti se ne spomnim, če je bila kakšna taka. Mogoče takaj mi uspelo in pa na začetku sem se bolj posvečal posodi, da sem razpoznala take stvari. In katera je bila tvoja prva skuhana jed? Prva skuhana jed so bili rezanci s sirom. Kaj je pa tvoja najljubša jed? Najljubša jed je v bistvu sorbet, je mango sorbet. Ja, je sladica. Si pa kar hitro prišel na bolj zahtevne izzive. In kje najdeš vse te recepte za tvoje jedi? Ja, nekaj receptov najdem na internetu, nekaj mi jih pove mama, ostalo pa prav narediti sam. Glede na to, da si devetošolec, te moram vprašati, če si se vpisal v kuharsko srednjo šolo. Da, v kuharsko srednjo šolo sem se vpisal v 4-letni program gastronomsko-turističnega tehnika. Danes ima pomočnica. Dobro, z veseljem ti bom pomagala. Hvala. Ja, na začetku bi pa ti kar prosil, da lepo strekaš puding v skodelico in delil malo mleka, ki pa še mleko zavreti. Ta puding bomo skuhali, zdaj? Ne, v pečico ga bomo dali. Ja, seveda, da ga bomo skuhali, kaj si pa mislila? Dobro. Sedaj veš, kako se to nam naredi z vilicami. A smešaš? Smešaš. Ja, seveda. Nimamo druge kuhalnice, bomo uporabili kar leseno. Urška, kako gre s pudingom? Dobro. Pa boš kar odložila. Pa mi greš, prosim te, ubiti 3 rumenjake, pa jih moči z beljakom, prosim. Dobro. Upam, da je razumela, kaj sem povedala. Sam kisel. Sedaj bomo to malo pustili. Koliko so sole dodane? Ja, prosim. Obojno? Ja. Nekako. Beljaka, da bomo beljaka. 3. 6, 9, 8, 20. Tole. Kaj, beljak in tule not? Ja. Bo šlo? Ja, sem ne. Okay. Jajc. Koliko jajc? 3? Smisla, da 2 ali kaj? Okay. Kaj pa ti delaš? Ja, zdaj pa delam v bistvu tehtam čokolado za kremo.
Zdaj za ulic. Zdaj se veli. Ajmo redo. Ja, super, super. Počakamo, da bomo neko zavrelo, da bomo dodali. Zdaj bomo zavrelo. A to mešamo se. Ok. Še 3 vrnjake, ki bomo dodali kasneje. Zdaj bomo zavreli, so malo prekretni. A to čokolado bomo notele? Ja, še zdaj, ko se bo gremo ogledila. A noter bomo dali to čokolado? Absolutno. Jajce tudi kar. Ne, jajce ne sem več dati v bistvu notri, ker se mora masa umreti do temperature 81 stopinj, če ne zakrpimo. Aha, nisem vedela. Ja. Še ena sveta, ne? pomemben podatek. Ne bom tega poskušala doma. In kaj ti zdaj delaš? Moko delam. In se ti res nikoli ni zgodilo, da bi ti mleko prekipelo? Ne, bom pa da danes ne može, da ti mešaš. Vidim. A mleko se... Vse sestavine, ki jih rabimo za kremo, da zdaj bomo počakali. Kaj se želela vprašati? A mleko se mora počasi vreti ali... Mleko... A se lahko na hiter zvreje? Je boljš, da počasi, no, si tole zdaj že vrene 20 minut, tako da ja. Misliš, da vreje? Misliš, da vreje? No, se imaš misliš pravilno, tako da bi te prosil, da te sklopiš. Ja, pazi, pohajmo, če bomo kaj po tleh. Se veš, tak ja, čist, Evo, bravo, si izklopila. No, zdaj boš pa ti to konstantno mešala, medtem ko bom jaz dodajal tole grudasto maso. Pudingom. Ja, tako je. Tako čokoladno mleko zgleda. Ne, tako da zgleda. Ok, kar konstantno meši, pazi na robove, da se bo vse enakomerno zmešalo. Sem si ga prosil čim hitreje odstavi z ognja. In konstantno mešalo se bo čim hitreje hladilo, pa dobro se bo tudi segrevalo. Zato, ker bi se lahko spodnji podnji zažgal. To pa ne bi bilo v redu. A ja, to je še vroče. Pa ne, to. Bi se lahko podnji zažgala, ne? Ne razumeš, kaj ti govorim? Ja. Absolutno. No, naslednja stvar, ki bomo dodali, so moka in rumenjaki. Kasneje, ko se bo pa to res dobro ohladilo, bomo dodali, mislim, ko bo še masa topla, bomo dodali pa še čokolado, da se bo lepo raztopilo. A to so 3 vrste čokolade? Ja, temna, bela in pa mlečna čokolada. Mogoče veš, iz česa je sestavljena bela čokolada? Iz vanilije? Ne, iz kakavovega masla. A res? Ja. Dobro, jaz bom pa sam še zdaj maslo. Mora biti sobne temperature pripravil. Pa se bo peklo, pa si poglejva naslednji posnetek. Peljem se ti obrno, snubiti v nedrščene. Bom priženil z ženo črno peneze v namernike. Jaz pa iz domačih starcev, si moža zvolila bom. Ime bo ko peska dnarcev, mene barvo bo in dom. Žene jaz ne bom zapiral, kbal ne bom se zanj nič. Njo brezli bom pobiral, živel brez krvi potič. Kar dobro uspela. To mi je še eno pomoč sem imel z levo roko, ko mi je pomagala krasiti ena moja zelo special sošolka Anja. Teda jaz pa sem se naredil že tete krog, pa bom zdaj še nadaljeval. Te bom kar prepustila krašanju, medtem pa te bom še kaj poprašala. Torej, v filmu smo te spoznali še kot v drugi vlogi, kot deklamatorja. Mi sošolci pa te poznamo po tvojem pogostem igranju, ko nas razvedriš in nas nasmejiš. In kako si sploh začel igrati? Ja, igrati sem začel, v bistvu sem tega duha našel sam v sebi. In kdo je tvoj najljubši imitator ali igralec? Najljubša igralka je Janja Majzelj. Prvič sem jo pa spoznal v filmu Panika. Nisem še videla. A je fajn film? Zelo, ja, vredno ogleda. In v katerih gledaliških situacijah se najbolj znajdeš? Ja, najljubše mi je v bistvu nekako napovedovanje dogodkov,
Najbolj so pa znani tudi v igranju kakšnih teh živali pa teh pač gledaliških vlogah. In bi mi kaj zaigral? Ne. V redu, sprejmem tvoje mnenje. Zdaj pa, sem v manjši dilemi. Dober si v igranju in v kuhi. Kaj ti je ljubše? Ja, vsekakor ne vem, kako bi se odločil. Zdaj mi je zaenkrat ljubša kuha, zato ker sem zdaj tudi to šolo izbral. Kuha. Kak je dobra. Zdaj je pa čas, da tudi mi poskusimo tvojo torto. A še moraš kaj narediti? Ja, absolutno. Mi boš prosim dofilala smetano, ko si že taka odlična asistentka. A še? Še. Odlično ti gre od rok. Hvala. Ni za kaj. Ti jo malo prosim dol pritisem. Dovolj? Super. Odlično. Takle. Zdaj pa da se sprobamo. Gre, a ne? Ja, super. Evo pa še zadnja višnja. Evo, torta je končana. No, pa je prišel čas, da tudi mi poizkusimo tvojo torto. Ja, tole je pa še delo moje predrage pomočnice Urške. Ja, drugače torta izgled je malo trkno, drugače po notranjosti 100% boljša, kot pa izgled od zunaj. No, Luka, hvala za tole torto, ki jo bomo seveda z veseljem pojedli. In hvala, da si nam pokazal svoj talent in želimo ti tudi srečno pot v srednjo šolo. Vam, gledalci, pa se zahvaljujemo za gledanje in nasvidenje. Z vami sem bila novinarka Urška Lampret. Za mene se odlično.